V vladi ni interesov, se pravi, nismo interesno povezani, zato si lahko privoščimo, da imamo tudi pogum. Danes živimo ponovno v pravni državi, demokratični državi in v odprti družbi. Ta del se marsikdaj pozabi, ampak brez tega v resnici noben materialni ali kakšen drugi dosežek ne pomeni nič. Kar se pa tiče ostalih dosežkov, jaz bi bolj rekel izzivov, s katerimi smo se spopadali, soočeni smo bili s 3 krizami različnimi, z energetsko krizo, z inflacijo in pa tudi različnimi naravnimi krizami in nesrečami. In na vse tri kategorije smo se kot vlada odzvali hitro, odločno in učinkovito. In jaz mislim, da to je tisto, kar zaznamuje naš mandat do sedaj. Sem zadovoljen sem iz več razlogov, pa ne nazadnje tudi pred volitvami čudežev nismo obljubljali, smo pa obljubljali to, da bomo trdo delali. In dejstvo je tukaj, živimo v odprti družbi, kot sem rekel, in trdo delamo. Rezultati prihajajo, ne moremo pa čez noč spremeniti vsega tega, kar se je prej kuhalo dolga desetletja. Obljube iz koalicijske pogodbe smo izpolnili. In to je tisto, kar je najpomembneje. Seveda pa marsikdo pričakuje, da se da stvari reševati čez noč. Ni tako. Problemi se niso kopičili desetletja, zato ker bi bili enostavno rešljivi, ampak ker so kompleksni. Jaz mislim, da je ta koalicija bolj trdna, kot se ji pripisuje. Nenazadnje vzdušje na sejah vlade je zelo sproščeno. Ne glede na to, kateri minister ali ministrica predlaga nek ukrep, na koncu so večinoma vsi sprejeti soglasno, tako da z tega vidika je koalicija zelo dobro deluje. Včasih se pojavijo potem v parlamentu razne iskrice, ampak so to bolj manjši detajli za popestritev, kot pa da bi v koaliciji resno škripalo. Ukrepi, ki smo jih izvajali v lanskem letu kot odziv na energetsko krizo, so bili izjemno uspešni. To ne priznavajo samo Slovenke in Slovenci, ampak cela Evropa. Tudi vse številke, vsi podatki za leto 2022, ki jih imamo danes, ki so uradni, zelo jasno kažejo, da so bile cene energentov v Sloveniji med najnižjimi v Evropi, hkrati pa gospodarska rast, pa predvsem tudi dobički gospodarskih družb v Sloveniji med najvišjimi. Tako da gospodarstvo se je dobro znašlo, ljudi smo zaščitili z regulacijo cen energentov in cene so bile med najnižjimi. Tako da ja, bili smo odločni in bili smo učinkoviti. Nedvomno je bila Slovenija eden ključnih akterjev pri tem, da se je Evropa vsaj v delu, ki se tiče cen energije, odzvala pravilno in da so tem danes tudi rezultati tukaj. Slovenija je bila ne samo pobudnica iniciativ, ampak je ves čas tekom pogajanj v resnici vodila na nek način vsaj ta propulzivni blok, ki je zagovarjal, da je treba na trg aktivno poseči. Na koncu je ta blok tudi uspel s svojimi predlogi in rezultat ni izostal. Rezultat je bil pa zato tako pomemben, ker je praktično v eni noči pogajanj prišlo do radikalnega zasuka, po domače zloma in padca cen, od katerega je imela koristi in to nezmerno velike koristi cela Evropa. Slovenija ima danes v gospodarstvu največji izziv v tem, da ji primanjkuje kadra. Seveda je primanjkovanje kadra lahko na nek način tudi ovira za razvoj, pa ne glede na to, smo naredili 2 potezi v letošnjem letu, ki sta namenjeni ravno razvoju gospodarstva. Na eni strani smo znatno ali pa zelo povečali sredstva skupaj z gospodarstvom za inovacijske preboje. Povečali smo sredstva za tako imenovano zeleno preobrazbo in digitalizacijo in z 2 najpomembnejšimi vejami, v tem primeru avtomobilsko in pa farmacevtsko, vstopili v nekatere nove projekte in nove investicije. Vlada je te investicije podprla. Na drugi strani smo letos sprejeli zakon o tujcih, ki zelo olajša pridobivanje delovnih dovoljenj za tujce in pa podaljševanje teh istih delovnih dovoljenj. Na ta način želimo omogočiti, da tudi gospodarstvo dejansko ravno ta največji problem, in to je pomanjkanje kadra, s pomočjo tuje delovne sile lažje naslovi. Če je bilo v preteklih 6 mesecih glavna prioriteta, kako brzdati cene energije, so zdaj te na nek način pod kontrolo in se danes res premika naš fokus na cene hrane, ker te pa žal, kljub razvoju, ki je mogoče celo ugoden na svetovnih trgih, se pa v Sloveniji ne znižujejo, vsaj ne dovolj hitro. Tudi zaradi tega vlada ravno v teh dneh sprejema odredbo, s katero bo vlada nadzirala cene po celi prehranski verigi. Spravi, od polja pa do vilic želimo vedeti, kateri segment je tisti, ki v resnici na nek način draži to hrano, mogoče celo neupravičeno.
To je tak precej velik poseg na trg hrane, ampak mislim, da je glede na to, da so tudi dvigi cen na področju hrane bili največji, nujen. Najprej moram reči, da so vsi ti pozivi k kakršnikoli vojni, kakršnemu koli oboroževanju ali orožju popolnoma neprimerni in ne sodijo v to tisočletje. Jaz mislim, da bi se morali politiki zavedati, da s tem res dajo slab zgled predvsem otrokom in posledice lahko že vidimo v medvrstniškem nasilju. Vse ostalo je deplasirano v primerjavi s tem. Noben politik si ne sme privoščiti, da poziva k orožju. Zaradi tega, ker se neka njegova odločitev pač popravi. Nenazadnje tudi ta sklep o razglasitvi tega spomina je bil narejen v obdobju, ko vlada Janeza Janše ni več imela legitimnosti, saj je predtem izgubila na volitvah. To zagotovo ni stvar tehničnih ali tekočih poslov vlade. Zaradi tega je to, da so se ti sklepi, ki so bili sprejeti po izgubi volitev, anulirali, ta ni edini, da se ti sklepi anulirajo, meni popolnoma logično in z vidika političnega dialoga nekaj, kar bi moral vsak poraženec na volitvah sprejemati. Sovražni govor je nekaj, kar je žal zakoreninjeno zelo globoko, predvsem na socialnih omrežjih. Tukaj bo potrebno narediti še ogromno različnih naporov. Začeli smo, določena priporočila se že udejanjajo, vendar tako kot na ostalih področjih, to bo nekaj, kar bomo delali cel mandat, pa mogoče še kasneje, ker je enostavno gre za preveč zakoreninjen fenomen. So pa določeni premiki že narejeni, nenazadnje želimo delovati za zgledom, zato smo se na primer odpovedali Twitter računu, ker verjamemo, da je ravno Twitter tisto orodje, socialno orodje, preko katerega se sovražni govor najhitreje in tudi najbolj nebrzdano širi. Torej, napoved reform ni nekaj, kar bi izhajala iz potreb svobode ali vlade, ampak iz potreb časa. Žal so se vse pretekle vlade temu izogibale, sami smo rekli, da bomo to odgovornost sprejeli. Ampak ne zato, ker bi to pomenilo, da bo avtomatsko vsem boljše. Ko pridemo v reforme, pomeni, da je treba določene stvari tudi zaostriti. Sam menim, da je na nek način zavedanje o tem, da reforme pomenijo tudi odrekanje, premalo prisotno, žal, premalo prisotno. Reforme ne pomenijo več denarja za vse, ampak pomeni, da bomo določene tudi boleče reze morali izpeljati. Najprej moramo dvigniti zavest o tem, hkrati smo pa se sprejeli eno res pomembno odločitev in to je, da najprej bomo stvari naredili, potem, ko bojo pripravljene do točke, da jih lahko sprožimo v ustrezne postopke in bomo tudi z njimi seznanili javnost. Naprej napovedovati se je izkazalo kot manj koristno, nenazadnje tudi zaradi tega, ker je politična opozicija to včasih izkoristila, zato da je potem take napore zablokirala. Jaz sem sam napovedal, da verjamem, da so podatki jasni, imamo zelo visoko obdavčitev plač in zelo nizko obdavčitev premoženja. To je dejstvo. Iz teh dveh dejstev moramo izhajati pri načrtovanju kakršnekoli davčne reforme. Res pa je, da ne bom v tem trenutku govoril, kako ne bi to izgledalo, ker bomo najprej prepustili, da stroka pripravi svoje poglede, potem se bo pa politika odločila, na kakšen način se to vključi. Glede tega nikoli ni bilo dileme. Zdravstvena reforma, ki že poteka. Nenazadnje so 3 zakoni v javni obravnavi oziroma v zakonodajni proceduri v parlamentu. Ta reforma je že ne v pripravi, ampak že v teku in ima en sam cilj, kako krepiti javno zdravstvo. Ne samo javno zdravstveno mrežo, ampak tudi javne zdravstvene zavode. Z enim samim namenom, dostopnosti za pacienta. Spravi, kako pacient pride čim hitreje, čim bolj kvalitetne storitve, hkrati pa, da je javni sistem robusten, finančno vzdržen in tudi seveda strokovno ustrezen. Ti zakoni, ki so danes že v obravnavi, naslavljajo prav to. Na eni strani ukinjamo dopolnilno zdravstveno zavarovanje, spravi iz privatnih zavarovalnic premikamo to na javno zdravstveno blagajno. Na drugi strani uvajamo pospešeno digitalizacijo sektorja, zato da bomo imeli podatke, da bomo natančno videli, kakšna je storilnost, na eni strani pri izvajalcih, na drugi strani pa tudi, kakšna je kvaliteta pri pacientih. In tretja stvar, pomembno bomo morali nadgraditi zdravstveno zavarovalnico ZZZS, saj bo ravno ZZZS tisti, ki bo moral še bolj delovati
kot centralno vozlišče ne samo finančnih tokov, ampak tudi informacijskih in pa predvsem organizacijskih tokov znotraj zdravstvenega sistema. Torej, definitivno v vladi ni interesov, se pravi, nismo interesno povezani, zato si lahko privoščimo, da imamo tudi pogum. Nimamo interesa in imamo pogum. Zdaj rabimo samo še znanje, zato smo se tudi okrepili z najširšim krogom različnih strokovnjakov z področja zdravstvenega sistema. Najbolj se to kaže v Strateškem svetu za zdravstvo, ne samo na ministrstvu, in poskušamo res iskati širok konsenz, katere so tiste spremembe, ker je sistem zelo kompleksen, katere so tiste spremembe, s katerimi ga lahko premaknemo naprej, da bo še boljše ali pa da bo boljše služil konec koncev uporabniku in da se bo tudi krepil. Danes smo žal v stanju, ko sistem brez naše intervencije se ne krepi, ampak počasi stagnira in to moramo ustaviti. Interventni zakon, ki je bil sprejet lani, je imel zelo jasen cilj. Cilj je bil, da z dodatnim denarjem v javno zdravstveno mrežo, poudarjam v javno zdravstveno mrežo, poskušamo ugotoviti, kje lahko ta mreža več storitev opravi za paciente. V resnici še čakamo poročilo. Zaprosili smo vse akterje, da pripravijo svoj pogled prav na to vprašanje učinkovitosti porabe tega denarja. Danes se že kaže, da je v javnem zdravstvenem sistemu tudi na podlagi te finančne injekcije res marsikaj narobe, da so se na eni strani ustvarile nove čakalne vrste, tam, ki jih prej nismo pričakovali, na drugi strani, da se je denar porabljal za nekatere storitve, ki mogoče niso življenjsko res nujno potrebne, pa se je kar naenkrat zdaj ustvarila potreba, mogoče celo umetno, in da so na nekaterih področjih, kjer pa je dejanski problem, so se čakalne vrste v tem obdobju tudi podaljšale. Danes poteka revizija. Jaz sem prepričan, da bomo v naslednjih tednih prišli s konkretnimi predlogi, kako preusmeriti v naslednji fazi ta isti denar v zdravstveni mreži. Zagotovo pa ne tako, da bi ga nediskriminatorno dovajali v sistem. Danes to že vemo. Samo z novim denarjem v zdravstvenem sistemu ne moremo rešiti ničesar. In to je zelo pomemben rezultat točno tega, če hočete, testa oziroma interventnega zakona, ker se je pokazalo, da kljub temu, da se dosti govori, kako je zdravstvena blagajna podhranjena, je ravno ta interventni zakon pokazal, da denar tudi približno ni glavni problem javne zdravstvene mreže. To je zelo dobro izhodišče za naprej. Torej, v zdravstvenem sistemu ni stvar, da ima vlada vse v rokah. To se moramo zavedati, pa kar pozabljamo vsi. Akterjev je več, danes poteka aktiven dialog z vsemi akterji z enim samim namenom, kako povečati dostopnost in skrajšati čakalne vrste. Je situacija bolj kompleksna, kot se sliši, ampak ključno je, vlada je poskušala s tistim delom, kjer ima vse vzvode, in to je z denarjem. Ni bilo dovolj. Zdaj moramo z vsemi ostalimi akterji najti druge pristope, kako bomo lahko skupaj z njimi pomagali, da se čakalne vrste skrajšajo. Ali se to nanaša na ureditev dežuranja, ali se to nanaša na način plačevanja zdravnikov in podobno. Ukrepov je več, ti ukrepi se zdaj pripravljajo, bojo v kratkem znani. Torej, če je kaj za slovensko zdravstvo znano in se je spet pokazalo pri interventnem zakonu, je, da en del zdravnikov, nikakor ne vsi, en del zdravnikov žal s pridom izkorišča nejasnosti in ves čas prestopa med javnim in zasebnim. Po domače, zaposleni so na obeh koncih z enim samim namenom, da maksimizirajo svoj lastni dobiček, svoje lastna plačila. Nažalost je sistem se tako izrodil, da lahko nekdo, ki je zaposlen v javnem sektorju, zasluži še 3-4 plače pri zasebniku za v resnici manj dela. Ta sistem zagotovo ni v prid ne javni zdravstveni mreži, še manj pacientu, in ta sistem bo treba spremeniti. V tem trenutku poteka velika debata znotraj širšega zdravniškega sveta, ravno s tem namenom, kako razmejiti, ampak res, kje potegniti črto med tem, katere prakse so še dovoljene pri nadurnem ali dopolnilnem delu in katere prakse so tiste, ki v resnici spodjedajo javni zdravstveni sistem. Smo že zelo blizu tega konsenza, ko bo znan, bomo potem o tem seznanili tako javnost, predvsem bomo pa pripravili tudi ustrezno zakonodajo. Mislim, da treba ločiti dvoje. Eno so reformni zakoni, te imajo svojo časovnico in tam so roki
ne samo sprejema, ampak tudi učinkov, bodo na prihodnjem letu, v prihodnjih 2 letih in podobno. Drugo so pa konkretni ukrepi, trenutni ukrepi, ki se pa izvajajo, da bi imeli takojšen učinek. Nekaj takih je bilo že sprejetih, naprimer ambulanta za tiste, ki nimajo lastnega zdravnika in podobno. Klicni center, na tem področju bojo ukrepi že to poletje sprejeti in verjamem, da bojo že tudi v letošnjem letu nekateri vidni uporabnikom. Kar se pa reformnih ukrepov, je pa vedno tako, da reforme dajo rezultate v naslednjih letih, nikoli ne v tekočem. Pa človek se celo življenje uči in ko zamenjaš službo, se moraš učiti toliko hitreje. Zagotovo je, da kolikor bi vztrajal na isti način delovati, hkrati pa ne imel rezultatov, da bi bil jaz sam si kriv za neuspehe in zato dostikrat, ko vidim, da rezultati niso dovolj hitri ali pa dovolj vidni, zamenjamo način delovanja. Je pa res, da bom in to z veseljem uporabljam, da dokler ne vstopiš v politiko, si ne predstavljaš, da je svet toliko drugačen, politični, da je na nek način, kot da vstopiš v hišo zrcal, kjer se ti zdi, da je cilj na dosegu roke, v resnici je pa lahko pot do nje še zelo dolga in zamotana. Zato se pač včasih tudi zaletiš v steklo. Nič narobe ni s tem. Važno je, da potem ne obupaš in da iščeš pot dalje. In to je to, kar počnemo. Na drugi strani pa tudi ne želimo vzbujati nekih prevelikih pričakovanj, ampak raje, podobno kot pri ukinitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ali pa pri ukrepih za upokojence v zadnjem času, raje ukrepamo najprej, potem pa o tem seznanjamo javnost. Mislim, da je ta pristop tudi bolj ustrezen. Ljudi moramo zavesti, da kje so problemi, z rešitvami pa ne da jih obljubljamo, ampak moramo priti takrat, ko so za to razmere zrele. Jaz mislim, da pri teh govoricah pa res gre za, jaz bom to imenoval, mokre sanje naših političnih nasprotnikov. Še sam sem v resnici prijetno presenečen nad homogenostjo najštevilčnejše poslanske skupine kadarkoli. Držati 41 ljudi, ki so že v principu različni med seboj. Ne morete najti 41 enakih, ker mi že tako imamo različne poglede na marsikaj. Držati njih skupaj, seveda svoja vrstna umetnost, ampak zaenkrat nam to izjemno dobro uspeva. Pri glasovanjih v parlamentu nikoli do sedaj še ni pokazalo, da bi bilo znotraj poslanske skupine seveda kakršnokoli odstopanje in to je velikanski dosežek. Jaz mislim, da smo lahko res zgled, kar se tega tiče. Tako da vse to o neenotnostih v Svobodi, mislim, da imajo ostale stranke, ki so bistveno manjše od nas, bistveno večje izzive znotraj in da zato potem ljudje računajo, da bo pri nas podobno. Saj sem rekel, da ne bom nič obljubljal. Jaz si želim samo to, da bomo od zdaj naprej vsi ponosni na to, da živimo v odprti, demokratični in pravni državi, da se ne bomo tega sramovali, da ne bomo v koncu svetovnih medijih ali pa na bruseljskem parketu, zato ker bi bila pri nas ogrožena ali demokracija ali svoboda ljudi. Na drugi strani pa, da bomo vedno se zavedali tudi politiki, da je naša dolžnost, da ohranjamo spoštljiv dialog do ljudstva. Mi se lahko med seboj prerekamo, lahko imamo popolnoma različna stališča kot politiki, vedno pa moramo se držati tega, da smo v službi ljudstva celotnega in zato moramo biti spoštljivi. Tudi do tistih predstavnikov, volivcev, volivk, ki pač ne volijo nas. Spoštljivost je ključ. Ko nam bo to postala norma družbena, ki se bomo vsi zavedali, potem bo tudi cilj svobode v celoti izpolnjen. Ker potem ne bodo več pomembne posamične razlike, ampak bo pomembno vzdušje v državi. In ko bo vzdušje pozitivno, potem bo vse lažje. Jaz mislim, da je ključno sporočilo stalno pozitivni. Pozitivni v medosebnih odnosih, pozitivni v odnosu do prihodnosti in potem je vse mogoče.